Je Slovenija pristala na to zahtevo, da se poveča zmanjšanje emisij na 30% oziroma soglaša s tem? Glejte, danes ni dan, ko bi nekaj dokončnega soglašali ali se dogovorili. Smo se pa dogovorili, da je to sigurno eden izmed prioritetnih ciljev tudi Slovenije in da težimo k temu, da bi se pridružili tej ideji, vendar smo razložili na poti do tega, kakšne težave pričakujemo in kje so naši problemi. Naj izpostavim problem tranzitnega, pa tudi domačega transporta, tudi ostalih generatorjev CO2, od industrije do individualnih kurišč, pa še česa drugega. Po drugi strani pa smo izpostavili tudi velik potencial naših gozdov kot ponorov CO2 in še kakšne druge zadeve. Tako da odgovor je tak, da Slovenija teži k 30% zavezi, vendar je še do tja pot, ki bo imela neke svoje specifike, preden bo to neka podpisana obveza. Še kakšno vprašanje? Vprašanje, ali lahko v bistvu na naslednji podnebni konferenci pričakujemo pravno zavezujoč podnebni dogovor? Dovolite, da začnem z odgovorom. Mislim, da je to zagotovo velika želja Evropske unije, tako je že kar nekaj let. Vemo pa tudi, da bo ta cilj zelo težko doseči in da bo to zahtevno. S gospodom ministrom sva se srečala v Cancunu in videla sva, kakšna sporočila je podala Japonska, Rusija in številne druge države. Vemo, kakšna je situacija v ameriškem senatu. Seveda ni lahko videti natančno, kako bomo lahko dosegli kaj takega. Pa vendarle, če bi se pojavila tukaj nekaj tednov po Kopenhagnu lani februarja, bi prav tako rekli, pa kaj sploh lahko pričakujemo od Cancuna, pa vendarle smo v Cancunu dosegli vse tisto, o čemer smo se dogovorili v Kopenhagnu in še nekaj več. Čez nekaj tednov odpotujem v Južno Afriko, imela bom priložnost se pogovoriti, torej v Davosu sem se že sestala z ministrom Južne Afriške republike in ugotavljala sva in poskušala ugotoviti, kaj je pravzaprav možno doseči v Durbanu v Južni Afriki. Kakorkoli že pa vam zagotavljam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo s tem procesom nadaljevali. Svet to potrebuje, podnebje to potrebuje, kljub temu, da smo imeli mrzlo zimo, na ljudje ne mislijo, da so se klimatske spremembe da so izginile. Lansko leto smo imeli najtoplejše leto v zgodovini in tudi leto z največjo količino padavin. Zato je pred nami še vedno zelo veliko izzivov in Evropa bo zagotovo odigrala tu ključno vlogo. Konec leta 2012 se steče veljavnost Kjotskega protokola. Kakšne so realne možnosti za post-Kjotski protokol, ki bi bil v bistvu veljaven že leta 2013 in pa kaj primer se to recimo bo zgodilo? Pomembnejše poskrbeti za to, da ljudje ne verjamejo, da če se ne bomo mogli uskladiti in strinjati, se bomo preprosto znebili vse arhitekture, ki jo že imamo v okviru Kjotskega protokola. Včasih ljudje mislijo, to je pretežko, bolje, da nadaljujemo s Kjotom, mar ne bi bilo bolje, da bi zgradili nekaj popolnoma novega. Tu v Evropi pa pravimo, počakajmo. 10, nekateri celo pravijo, da smo porabili 12-14 let, da smo vzpostavili sporazum o vseh elementih, ki jih imamo v Kjotskem protokolu. Torej, kakorkoli že lahko to poimenujete, kaj naj sledi po letu 2012, pa vendarle si je Evropska unija ključno zadala, da bo za to poskrbela. Veliko pa je vsebine v Kjotskem protokolu, ki se mora nadaljevati skozi karkoli že bomo imeli, ali pa bomo izgubili veliko dela, za katerega smo potrebovali leta in leta, da smo se uskladili.
Največ pa TV. Gospod minister, mene zanima do tega trenutka, ste rekli konkretno, kakšne ukrepe bo Slovenija sprejela na področju gospodarstva za prehod v nizkoogljično tehnologijo, kaj konkretno bo postorila, kako se bo lotila tega? Hvala. Kot sem že rekel, današnji pogovor ni bil namenjen nekem konkretiziranju nekih projektov. Danes je bilo bolj v tej smeri, da smo ugotovili, kakšna so razmišljanja Slovenije, kakšna so razmišljanja komisije in koliko so si teh razmišljanjih blizu. Mogoče sporočilo, kjer se oboji zelo strinjamo, je, da v bodoče vse te ukrepe, financiranje moramo močno povezovati z novimi delovnimi mesti, ob upoštevanju razvojnih možnosti, raziskav, razvoja novih industrijskih metod, tehnologij, ki bodo bolj čiste in bodo že z svojim razvojem pokazale, da Evropa je zavzeta k preprečitvi onesnaževanja okolja. Mogoče še jaz to dodam. Trenutno imamo leta 2009 je vlada sprejela operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012. Tukaj je že cela vrsta ukrepov predvidenih in se izvajajo. Vsi poznate subvencije Ekosklada za energetsko učinkovitost za obnovljive vire energije. Prejšnji teden je vlada sprejela sklep o začetku subvencioniranja električnih vozil. Ministrstvi za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za gospodarstvo dajeta kar nekaj 10 milijonov evrov za raziskovalne in gospodarske centre na področju nizkoogljičnih tehnologij, tako da te zadeve do neke mere že tečejo, ampak seveda jih bo treba prihodnje še pospešiti. Zaradi tega pripravljamo v naši službi to kot slovensko strategijo do leta 2050, čemu bo pa sledil potem program ukrepov med letoma 12 in 20. Zdaj pa lahko to pričakujemo. Samo močka na še. Sorry if I could just add to this. I think one of the things where we are very much in agreement what could be the tools, that is for each time in Europe we address energy efficiency. V Evropi, ko govorimo o energetski učinkovitosti, naredimo nekaj dobrega za podnebje, izboljšamo energetsko varnost. V Evropi moramo biti manj odvisni od uvoza fosilnih goriv in če bomo inteligentni, bomo tu ustvarjali tudi delovna mesta. Kajti, če denimo, tako kot v Sloveniji, denimo se ukvarjati z vprašanjem prenove stavb, če bomo okrepili našo energetsko infrastrukturo, če bomo izboljšali omrežja in tako naprej, potem je nekaj, kar je zagotovo. To pa je, da so to tista delovna mesta, ki jih ne bomo izvažali, pač pa na licu mesta ustvarjamo delo za ljudi. Zato mislim, da bo inteligentna klimatska politika vključevala tudi politike, ki se obenem ukvarjajo z energetsko varnostjo, kot tudi z zagotavljanjem delovnih mest. Če bomo torej pametni, če bomo izbrali orodja, pravilno bomo lahko vsa ta vprašanja razrešili obenem. Pa dovolite, da se dotaknem še področja kmetijstva na hitro. Rekla sem že, da poudarjamo tudi to vprašanje. V Evropi bi lahko poskrbeli za to, da bo veliko denarja, ki ga porabimo za nadomestila na področju kmetijstva, v veliki meri bi jih lahko usmerili v to, da bo kmet naredil nekaj v skupno dobro, kjer bo nekaj naredil za denimo vodo, zaščito vode, za okolje, za podnebje, za to, da bo lahko proizvajal energijo ali karkoli podobnega. Obenem pa bi lahko dobili zelo dobro dodano vrednost preko subvencij iz kmetijstva, če bi jih usmerili v to, da bi lahko naredili nekaj skupno dobro v Evropi. Pa lahko pričakujemo to strategijo, ki bo vključevala tudi vprašanje tranzitnega prostora in podobne. Ja, ta strategija je deloma že pripravljena. Predložili smo jo v prvem oziroma drugem osnutku podnebnega zakona. Predvidevamo, da bodo glavni elementi te strategije pripravljeni do poletja, potem pa bi sprejemanje potekalo v drugi polovici letošnjega leta.
delati, se pravi, da bomo delali v bistvu usporedno, ko se bo delala tudi ta evropska strategija, oziroma kaže pa do leta 2050. Kaj pa, a to vključuje tudi to vprašanje tranzitnega prostora, a tudi medresorsko? Prometa, mislim, da ja. Ja, tam bomo morali dati tudi odgovor na to, kako se bo tudi tranzitnega prometa. Bo za vse te ukrepe tudi pametna omrežja v energetiki dovolj denarja, mogoče tudi iz evropskih skladov? Najprej, ko govorimo o pametnih omrežjih, ko želimo razširiti in izboljšati našo energetsko infrastrukturo, bi seveda veliko zasebnega kapitala tu lahko investirali. Veliko ga je bilo že še bolj zanimivo tudi v prihodnje, če bodo videli, kakšni so dolgoročni načrti. Tudi zato komisija govori o tem, kako ciljno usmeriti evropski proračun še bolj. Naprimer, so se vodje ta petek, prvič pravzaprav doslej, spustili v sematsko debato o energiji, so prav tako razpravljali o tem, kako lahko izboljšamo našo energetsko infrastrukturo in pred junijskim svetom bomo že lahko dobili načrt in predloge o tem, kako lahko zagotovimo še več investicij v ta sistem. Potem bo seveda pomembno, da komisija razmisli o tem, ali bomo lahko našli način, da bomo porabili proračun ali inovativne vire, zato da bomo lahko okrepili naše napore na tem področju. Seveda bodo vsi državljani Evropske unije razumeli, da je še bolj pomembno, da se posvetimo temu vprašanju. Hvala vam za pozornost.